In akcija, pozdravljeni nazaj na Džungljem kanalu, moje ime je Ian in ti gledaš Dolg jezik. Živjo, jaz sem občutek, da je bila tako cela večnost, odkar smo se nazadnje slišali, že sam da pomislim, koliko se je zgodil od Čegljajeve drame, da ti kar takoj spoilam, o čem bomo govorila. Mi da bova danes šla čez kmetijo, jaz sem se odločil, da bom letos enkrat za spremembo pogledal resničnostni šov Kmetija od začetka do konca, če mi bo le čez to omogočal. Čeprav imam občutek, da ko se bo 1. oktobra začel faks, bo meni to isto sekundo menil. Ampak poglejmo, koliko časa bom jaz zdržal. Pogledala bova moj first impression čez vse tekmovalce. Se pravi, jaz sem danes pogledal 7. epizodo. Če se bo od danes naprej, oziroma karkoli se bo danes spremenil, ne me kregat, to je res first impression, verjetno se bo moje mnenje spremenil z vsako novo epizodo. Dajte mi napisati dol v komentar, boste letos spremljali Kmetijo, boste letos spremljali Exatlon ali ne boste spremljali nič. Preden se lotimo samih tekmovalcev Kmetije, razmišljam, če imam jaz še kaj tazga za povedati, če imam jaz za vas še kakšno juicy novico. Kaj vam znam ekskluzivno povedati to, da za vse tiste, ki spremljate slovenske youtuberje, sem slišal včeraj, da sta šla Kaja Solo in pa njen fant narazen. Sem pa slišal še eno ekskluzivno novičko, to je zdaj za vse tiste, ki ste mogoče malo mlajši, pa kar res spremljate te youtuberje. Še en moj dragi prijatelj, Jure Tršan, tudi on je imel punco, s katero sta bila zelo dolgo časa skupaj, živela sta tudi skupaj na Bledu. Mogoče tega ne bi smel povedati, ampak tudi on in njegova punca sta šla narazen, tako da tudi on nima več te punce, s katero je bil zelo dolgo časa. A je to mogoče drama? Ne vem, so pa ekskluzivne novice na tem kanalu. In pa, zdaj sem večkrat tako porajto, večkrat sem razmišljal, kaj je sveže samska, Jure je sveže samski, oba dva sta tam pa tam po starosti. A se vi predstavljate, da bi bila zdaj Jure pa Kaja skupaj? Da bi se ona dva po vseh teh nesrečnih zvezah najdla? A si predstavljate? To bi bila pa štorija. Tako da jaz ne bom nič rekel, da karkoli vem, pa da na karkoli namigujem. Zdaj je čas, da se pa lotimo naših tekmovalcev nove sezone Kmetije. Gremo. Ok, deva naslednjo minutko posvetiti današnjemu sponzorju, ki je A1. Mečkam bova postrolala po njihovi spletni strani, ne tako daleč dol, greva nazaj gor, takole. Poglejva malo tale A1 Vibe paket. Veš, kaj je poleg njegove nizke cene meni še najbolj všeč? Da pri naročnini na A1 Vibe paket dobiš še A1 Explore Music by Deezer za kar 2 leti brezplačno. Prav si slišal, Deezer za kar 2 leti brezplačno. Pričakiri ponudbo, kar se res plača. Prvi na seznamu je Jan Zarnik. Kaj imam jaz napisan pod svojim alinejem? Prva stvar je to, da zna biti med top 3, pa da zna biti potencialni zmagovalec. Zaradi tega, ker je fit, zaradi tega, ker je mlad, zaradi tega, ker je delaven in tudi tak. Če pogledate profil zmagovalca, mislim, da Jan bolj kot ne pokrije skoraj vse alineje. Kaj so moje first impression? Zdaj so bili že v prepiru na Kmetiji, da Jan kot glava družine ni ustal med prvimi, ker je meni tako že toliko znana zgodba. Vsako leto se na Kmetiji kregajo starejši prebivalci z mlajšimi, kako starejši vstajajo že ob 3:30, pa da mlajši vstanejo ob 6:00, pa koliko je to nesprejemljivo. Meni je tukaj zelo smešno, da ne vem, od kdaj je Kmetija ratala tekmovanje, kdo ostaja prvi, da bo lahko pojeta drugim, ker ste ostali za njim, bo to metal naprej. Še eno pomembno informacijo sem zgrešil. Zdaj, kaj smo se zdaj naučili? Da veliko ljudi obstaja, da prihajajo v tele resnične šove, zaradi tega, da bi ratali influencerji, da bi povečali svoje sledilce na socialnih omrežjih. In mi da bomo šla danes pogledati njihove številke na socialnih omrežjih in koliko misliva, da so šli zaradi tega v šov. Njegov Instagram ima trenutno 536 sledilcev. Kaj bomo naredili? Ko bo konec Kmetije, bova šla mi da nazaj pogledati, koliko so dejansko pridobili sledilcev. Je popolnoma neaktiven na socialnih omrežjih in jaz mislim, da on ni prišel v Kmetijo zaradi tega, da bi dobil sledilce na Instagramu. Mogoče se motim, ampak zaenkrat je to moje mnenje. In že nadaljujeva z našim prvim
youtuberjem. Ime mu je Ivan Šmergut, zelo je temperamenten. Jaz nisem največji ljubitelj ljudi, ki imajo probleme z jezo, tako da jaz ne vem, koliko fan njega že iz samega začetka nisem. Ja, jaz, ko sem bral njegovo predstavitev, gospod je youtuber. Jaz mislim, da bi bil on tako ta zaren tam noter, ki bi mu dal jaz, da je youtuber. Jaz sem šel večkrat to raziskati, on ima YouTube account in lepo prosim, gospod je zelo aktiven, 3800 sledilcev, kar ni tako malo. A jaz mislim, da je še on v resničnostni šov samo zaradi tega, da bo zgradil sledilce, mogoče, ampak se mi zdi, da nažalost ni tak človek, ki bi veliko ljudi dobil občutek, jaz pa hočem njemu slediti, jaz pa hočem njega vsak dan spremljati. Mogoče že sam zaradi tega, ker ima zelo nizek temperament, a se reče visok temperament, se ne vem. Naslednja na listi je Maja Triler. Po pravici povedano zelo simpatična. Zelo všeč mi je to, da se je zagnala za prvo glavo družine, zaradi tega, ker če že kaj vidimo v letošnji sezoni, je to, da se konstantno ponavljajo moški. Ti si ženska, ti ne boš delala fizičnih opravil, ti si dobra za kuhinjo, ti si dobra za pometati. Mislim, kaj s temi dejstvi, no? Jaz to sploh ne razumem. Jaz še bil tam, pa če hoče ženska delati, daj pustijo delati. Kaj me je šokiralo, da je Maja sestra enega izmed najbolj znanih bivših tekmovalcev kmetije in sicer Nik. Nik Triler je njen brat. Zaradi tega, ker je bil tudi Nik v razmerju z Aneto Andolini, ki je tudi prišla nazaj kmetijo. Zanimivo je bilo pa to, da je Maja razkrila, da z bratom ne govorita, čeprav razloga za to iz njegove strani ne pozna. In da ji je žal, da nima stikov z njenimi otroki, z Nikovimi nečaki. Zelo kmalu pa je ven prišel tudi članek z Nikovo platjo zgodbe, ki gre tako. Ni samo to, so še druge stvari, ki jih ne bi rad izpostavljal. Sicer pa je ona tista, ki je prepovedala stike z nečaki. Potem, ko je rodila, se je še 2 ali 3 vrnila domov, pomagali smo ji, a ko ti nekdo že tolikokrat zahrije nož v hrbet, mu težko oprostiš. Me pa skrbi samo to, da bosta drug drugega začela vlačiti po člankih, da bosta dobila čim več člankov in me skrbi, da bomo spremljali še eno razdrto družino preko žurnala, slovenskih novic in tako naprej. Jaz upam, da sta oba dosti odrasla, da bosta domače zadeve zadržala skupaj, ampak zaenkrat kaže bolj slabo. Naslednja na vrsti je Karin Štangl, ki je po mojem mnenju, bi rekel, da najbolj simpatična, tako in fizično in tako po karakterju. Pri Kari so pa priča popolne punce, ki je popolna za socialna omrežja, k sebi kliče ogromno število novih sledilcev. Trenutno ima Karin 6472 sledilcev. Moram pa povedati, da je bil tale screenshot narejen 13.9. in ko sem pri nas kmetije začela, sem jo šel tako na Instagram pogledati in je ona takrat imela okrog 5000 sledilcev. Tako da Karin je od samega začetka že pridobila več kot 1000 sledilcev. Jaz mislim, da imamo novo influencerko na sceni, ne še, ampak bo pa zelo kmalu postala. Mislim, da zna priti ona kamot do številke 20 000. In na vrsti je prišel že naslednji slovenski youtuber, naslednji slovenski tiktoker po imenu Jan Zadravec. Njegove fane imenuje, če se motim, dajte me njegovi fani v spodaj popraviti, ampak jih kliče Real Wolf Pack, se pravi njegovi volkci, luštno. Jan ima na začetku šova 1578 sledilcev, za youtuberja bi pričakoval, da bi jih imel več. Ima 4500 sledilcev, kar ni kar tako. Ali mislim, da je šel Jan v kmetijo zaradi prepoznavnosti, ogledov, sledilcev, subscriberjev? Absolutno, 100%. Zaenkrat, če nihče ne dobiva sledilcev, števila sledilcev, ki jih dobiva Karin, gremo naprej že do naslednje tiktokerke, do naslednje influencerke. Bi jaz rekel, da je to edina tekmovalka, ki bi lahko rekel, da je že instagramerka, Manja Šernek. Zelo simpatična, me pa mogoče majčkeno skrbi, da bi za vsako njeno izjavo želela biti čim bolj smešna, čim bolj relatable. Res upam, da bo ostala v šovu dovolj časa, da bomo lahko tudi spoznali pravo Manjo. Na Instagramu ima Manja že 6723 sledilcev, na TikToku ima gospodična že kar 38 000 sledilcev. Se veselim,
se jo veselim, mislim, da je ona Good TV. In to so bili vsi tekmovalci, ki so se meni zdeli tako opombe vredni. Bi pa besedo ali pa dve spregovoril še o izzivalki Aneti, ki jo poznamo že od Survivorja. Ker je konec leta 2020 na obvoznici pri Poreču povzročila prometno nesrečo, o kateri so se razpisali tako naši in hrvaški mediji. Neljubi dogodek je še toliko bolj odmeval, ker naj bi šlo za domnevni napad na policista. Se pravi, ni bil toliko problem v tem, da je bila v nesreči, ampak zaradi tega, ker je tudi napadla policista. Aneti so pripisovali vožnjo pod vplivom alkohola in drog. Ok, resničnostna zvezdica pa se je takrat ekskluzivno za Žurnal 24 razkrila, da ni bil kriv alkohol, kriv je bil telefon. Čeprav so pisali, da sem bila mrtvo pijana, to ne drži. Pila sem le špricer. Ok, I guess that's ok. Bila sem neprespana, otrujena od čolna, jedla nisem dovolj. Jaz zaradi sebe in svojih otrok nikoli ne bi za volan sedla pijana. Kasneje so mi vzeli tudi kri in vodo, pa nič niso našli. Ok, če je to dokazano, potem ni imela nič v krvi. Vijugala sem, ker sem imela telefon v roki, očitno se je to moralo zgoditi, da me je končno izučilo, da telefon ne sodi za volan. Vesela sem, da nikomur nič ni, da smo vsi celi in živi. Aneta ima trenutno na Instagramu že 13.500 sledilcev in smo prišli do konca še enega dolga jezika. Kako se vam izgleda ta epizoda? Pop TV z mano ne sodeluje z vsemi ostalimi, samo z mano ne. Pop TV, moj mail je še zmeri odprt, moj Instagram je še zmeri open, tako da šalo na stran, hvala lepa, da si pogledal še eno epizodo dolgega jezika. Če ti je bil ta posnetek všeč, ne ga pozabiti lajkati, ne mi pozabiti v komentarju napisati, ali boš letos spremljal kmetijo ali pa Exatlon. Če imaš minuto časa, poglej še moj Instagram, stisni mi follow in se gledamo tam naprej. Tako da to je iz moje strani, lepo se majte, čau!